Spoštovane gledalke, gledalci, lep pozdrav na Ansat TV. Nova oddaja o Speedwayu. Letos seveda predstavljamo slovenski in bolj podrobno krški Speedway in se nekako pripravljamo na vrhunec Speedway sezone v Sloveniji in v Krškem. Seveda velika nagrada Grand Prix Slovenije 2013, letos ponovno na stadionu Matije Gubca. Danes, kot že zadnjič, zanimivi gosti tule v studiu, tokrat aktivni vozniki Avtomotodruštva Krško. Z nami so Matic Ivačič, Aljoša Remih, Žiga Ratkovič ter Denis Štojs. Pozdravljeni, fantje. Zdravo. Morda aktualno vprašanje, torej pred časom je bilo zaključeno državno prvenstvo Slovenije, letos tudi v izvedbi Slovenije in Hrvaške. Kako ste kaj zadovoljni z rezultati doseženimi na teh 4 dirkah? Morda Matic. Ja, samo sezono oziroma s prvim 3 dirkam nisem zadovoljen. Pred par dnev nazaj je bila dirka v Krškem, ki sem, kar se tiče tega državnega prvenstva, najbolj odpeljal dirko v državnem prvenstvu. Z to dirko lahko rečem, da sem zadovoljen. Tako da vsekakor pa letošnje državno prvenstvo nisem zadovoljen. Ni bilo uspešno državno prvenstvo za mene, tako da nisem zadovoljen s samim državnim prvenstvom. Torej, Matic, ti si aktualni mladinski državni prvak, letos na koncu 8. v članskem prvenstvu Slovenije. Kako pa za naprej, za prihodnje, naslednje leto in naprej? Kaj načrtuješ v državnem prvenstvu? Ja, prvo je to leto pripeljati brez poškodb do konca, poštimati glavo tako kot treba, potem pa kondicijske treninge se pripraviti na novo sezono in drug let štartati tako kot treba, kot v lanski sezoni. Dobro, Aljoša, ti si povratnik na Speedway steze letos, vemo po tisti težki delovni poškodbi. Kako se počutiš na motorju? Kako potekajo zadeve? Dobro, na motorju se počutim kar dobro, končno sem malo dobil občutek nazaj, ampak res dolgo nisem vozil in to se pozna. Rabim res dosti treningov, da spet ponovno dobim tiste občutke nazaj. Tako da bil sem na teh parih dirkah, prve 2 v državnem prvenstvu sem tako spustil, ker sem komaj kasneje potem začel. Ampak tako, staknil sem še eno poškodbo čist na taki dirki, ki ni bila pomembna in to se da spoznano. Ampak drugače pa sem kar zadovoljen s samim občutki na motorju in z dirkami. Na koncu na 12. mestu slovenskega državnega prvenstva, kot si dejal, 2 dirki si odpeljal. Kakšna je morda razlika med domačo stezo v Krškem, kjer skozi treniraš, in pa recimo stezo v Petišovcih v Lendavi, kjer si tudi letos se pomeril v državnem prvenstvu? Meni v bistvu ni razlike. Meni je Lendava kot sama steza mi je zelo dobra steza. Seveda je po Krškem poznaš stezo v tiste detajle, ki je drugje ne. Ampak mi imamo omogočene treninge, ki tudi gor, lahko gremo trenirati, tako da jaz sem dosti prej 2-3 leta nazaj, ko sem vozil še, sem dosti treniral gor, tako da mi je steza kar zelo všečna. No, Žiga, 7. mesto letos v slovenskem državnem prvenstvu, kako si ti zadovoljen z rezultatom? Ja, jaz sem sicer upal na boljše rezultate, ampak sezono smo štartali kar dosti dobro. Tempo smo skozi stopnjevali, tako da na koncu na 7. mesto kar v redu. Zanimivo, točke so se nabirale, konstantne so bile, to je bilo najbolj pomembno. Važno, da ni bilo padcev pa poškodb. Žiga, nekako v tvoji vožnji je opaziti napredek. Kako je recimo pride do tega, da napreduješ v hitrosti na stezi? Lani je bilo mogoče še malo težav z glavo, ker mislim, da se Speedway z glavo vozi in letos smo glavo pošlihtali, tako da je tako, ko mora biti. To je važno, da smo pošlihtali, točke se delajo, rezultati se stopnjujejo. Tako. Super. Denis, najstarejši član Avtomotodruštva Krško, te prvo moti, kaj je ta izraz najstarejši, najbolj izkušen? Pa niti ne moti, ne. Sem veteran in s tem sem se sprijaznil. In letos dobri rezultati, 4. mesto na koncu v slovenskem prvenstvu. Ja, bolj star, bolj nor pravi, ne. Malo šalo na stran.
Ja, sem zadovoljen, čeprav sem imel še neke rezerve, pozna se spomladi, ko ne nimam dosti treningov pred sezono, potem pa seveda, ko se tempo stopnjuje in z dirko pridobivaš in samozavest in izkušnje spet nazaj, izkoriščaš to in potem tudi rezultat pride. Kako si pa kaj zadovoljen z motorji, z opremo? Lahko rečem, da sem kar zadovoljen. Sicer smo zdaj pred kratkim to finalna državna dirka, smo nekaj spremenili na motorjih, malo sem se uštel, mogoče bi bil prihodnje boljš, vendar načeloma sem zadovoljen, niti s tunarji in z mehanike, tako da se štima tako, kot mora. Super. No, na koncu, kot smo rekli, 4. mesto, kar verjetno pomeni tudi eno izmed rezervnih mest na Grand Prix Slovenije. Ja, to mi bi tudi že pred sezono cilj, pač motivacija in pa delali smo na tem z mehaniki in z vsi ostali v timu, da bi prišel do tega saj rezervnega položaja oziroma mesta v Grand Prix pred domačim občinstvom seveda. In pač posrečili se mi ali pa drugače povedano, sem si zaslužil to, saj upam, da Seveda. Torej, septembra čakaš na priložnost, da se tudi v Grand Prix predstaviš pred domačo publiko. Tako. Dobro, fantje, malce o vaših začetkih, sigurno naše gledalce to zanima. Torej, Matic, kako si ti začel, mislim, da te je oče navdušil, ne, nad speedwayem? Tako je, ja. Začel sem po končanju osnovne šole, oziroma ko sem se vpisal v prvi letnik srednje šole. To je bil seveda pogoj, oziroma nek od očeta, da moram končati osnovno šolo, da lahko sploh s speedwayem začnem. Potem sem se pa sami treningi pripeljal noter, oziroma sem začel redno trenirati. Pa me pa samo speedway, tudi prej sem hotel, že prej sam voz, ne. Oče mi je dal samo tisto piko na i, ne. Tako da zdaj pa redno treniram in uživam v tem, no. Je pa pri samem začetku bila tudi šola zelo pomembna, ne? Ja, vsekakor, ja. Letos sem končal šolo, tako da zdaj sam še speedway, no. Aljoša, kako se ti spominjaš svojih začetkov? Te moje začetke so pa že kar daleč. Začel sem z 11 leti. V bistvu navdušil me je sosed, ki je tudi motokrosist bil in je rekel, da pač zakaj ne bi poskusil v nečem. Takrat je on tudi poznal trenerja in tako sem prišel nekako pol do speedwaya počasno. Ti si bil tista generacija z žal pokojnim Matijo, tudi Samo Kukovica, Tako je, ja. Sandi Čonda. Moram priznati, da takrat smo bili 4 vozniki, vozilo se državno mladinsko prvenstvo. Zdaj se mi, da v tistih 2 letih smo vsi dosti napredovali, ker nikoli nisi mogel vedeti, kdo bo dobil kako vožnjo, kdo ne. Tako da bilo je zanimivo, žal škoda, ker ni več pač tudi Aleksandra Čonda tu. On je kar dober voznik, potem samo jaz pa Matic smo mladinca, tako da ne vem, drugo leto sem tudi jaz že postanem član, ampak seveda imamo tudi tle Denisa, ki ima dosti izkušenj, nas lahko dosti nauči, tako da. Ampak za vami je kar nekaj mladih v Krškem klubu, ne? Tako je, ja, vsekakor. Jaz pravim tako, zakaj ne bi poskusili trenirati in videti, kako je voziti. Pol nadaljne bojo se pa sami odločili, kak je. Tako da, to je to. Ok, Žiga, kako pa tvoje začetki, torej vem, da tudi oče te zelo aktivno spremlja tudi kot mehanik na vseh treningih, dirkah. Ja, mene je že pri mladih letih navdušil Matej Ferjan, bili smo v njegovem fan klubu. Hopla Team. Hopla Team, tako. Hodil sem po dirkah, videl sem, kako se to dogaja. Bilo mi je zanimivo, ampak zmeraj je bilo doma ne. Ne boš speedwaya, pa ne boš vozil. In potem, ko sem malo starejši postal, sem pomagal kot mehanik pri Aleksandru Čondi. S tem sem se malo naučil, pomagal sem tudi pri Aljošatu in pri vseh krških voznikih. Tako da sem res dobil izkušnje, kaj se dela z motorjem, da se preštima. Potem so pa tudi že doma videli, da je pa prišel tisti čas, da me lahko spustijo na motor. In smo začeli trenirati, seveda začetki so bili težki. Ni bilo pravih financ, da bi si lahko vse omogočili, kar smo hoteli, tako da tisto, kar smo imeli, s tistim smo mogli delati. In prišli je do tega, da smo prišli na nek nivo, motorje, porihtane, tako da se je splačalo, ne.
se splašali truditi, delati. Seveda vsak začetek je naporen. No. Super slišati, da se vzpenjamo vsi in s tem tudi seveda Krški Speedway ogromno pridobi. Denis, tudi ti si bil kar povezan z Matejem Ferjanom, ne? Si z njim šel v Južnoafriško republiko? Tako je, ja. Jaz sem z njim po poškodbi, ki sem jo utrpel leta 97, pač čez zimo, kondicijsko pripravljam, pač odločil se, da grem z njim. On je že prejšnje leto hodil v Avstralijo, v Novo Zelandijo, potem sem se pa še jaz odločil, da grem, pač vedel sem, da potrebujem treninge. In sem rekel, ne, zakaj pa ne bi probal, ne? In pač me je prepričal in smo šla tam, smo odpeljali njihovo državno prvenstvo, rezultati so bili dobri in to je bilo to. Kako pa izgleda, recimo ena Južnoafriška republika je dokaj eksotična dežela za speedway, ne? Tako bom rekel, dol je težko je dol voziti, ker nima niti standardov takih evropskih nič in greš kar v bistvu nekako na rizik, nepričakovano, veš, kaj boš pričakoval dol. In je težko, ampak v bistvu cilj ti je narediti čim več krogov med mrtvo sezono, ki je v Evropi nimamo, ker je pač zima in pač probaš izkoristiti vsako minuto na stezi, ne? Da lahko le odpelješ nekaj po domači poštenih krogov, ne? Kako pa so ljudje naklonjeni temu športu v Južnoafriški republiki? Je kaj gledalcev, ne vem, trenerjev, voznikov, njihovih lastnih? Ja, imeli so nekaj voznikov, mislim, da bi eden celo v Slovenijo prišel potem, Karol Lehki mlajši. Za Lendavo, ne? Ki vozi celo za Lendavo, tako je. Mislim, da je sta vozila celo z Gerijem Lekšetom v Lendave potem. Mislim, da se je poskusil tudi v angleški ligi. Drugače pa dol situacija, drugače ne poznajo speedwaya, je v razvoju, vendar je stvar taka, da jih zanima, ne? So pač taki ljudje, ker pač radi sprobavajo, dol je življenje težko, vse takrat je bilo in jih je zanimalo vsaka stvar. Pač to jim je bilo odskočna deska za mogoče pobeg v tujino oziroma v Evropo, ne. Tako da je bilo kar zanimivo in povpraševanje in zanimanje je bilo z njihove strani kar dovolj. Ok. Dobro, če malce nadaljujemo o sedanji situaciji, se pravi, Matic, ti si mlajša generacija slovenskih speedwayistov, kako gledaš na konkurenco, se pravi, ki prihaja iz drugih klubov, če bi primerjal s krškim klubom? Samim mladim voznikom? Tako. Ja, vsekakor. Imamo zdaj par, oziroma Žigata pa Jakata. Letos se nam je tudi pridružil Luka. Ja, več mladih, ko bo, boljš bo, ne. Letos nam vsekakor manjka mladinska državno prvenstvo. To je 6 dirk, to se vsekakor pozna, ne. Vsaka dirka je boljš kot trening, ne, oziroma vsaka dirka je dober trening. Tako da vsekakor fanti napredujejo, Žiga že pač tudi letos prvič vozi dirke, zelo uspešno. Jaka pa tudi mislim, da se bo pač čez kak leto podal na dirke in bo uspešen. V Sloveniji je meja, mislim, da 15 let, da lahko zares tekmuješ na speedway dirkah. Tako je. 15 let. Se pravi, Jaka je sedaj 13 let, če se ne motim. Ja, Jaka, kot smo se menili, oziroma so se menili v klubu, da naj bi drug let začel v Nemčiji za 125 kubikov tekmovati. Tako da vsekakor si bo gor nabral izkušnje, potem pa tukaj sam še tisto piko na i bo dal in če bo pridno treniral, bo vsekakor konkurenca zelo dobro v državnem prvenstvu. Aljoša, že prej smo rekli, nekaj časa te ni bilo na speedway stezah. V tem času, a se je kaj spremenilo, kar se konkurence tiče? Gledaš sedaj drugače na te fante? V bistvu seveda. Fantje so v teh 2 letih napredovali, pridno so trenirali, nabirali so izkušnje. Tako da seveda, pozna se teh 2 leti, ko me ni bilo, ne, ampak s pridnimi treningi, z dobrimi pač motorji, mislim, da bi počasi lahko prišel na njihovo raven, ne. Imaš sedaj nove motorje, ne? Ja, imam, ampak imam dosti problemov s tunerji, s samimi motorji, ker nažalost jaz sem vozil včasih Javo in je velika razlika v bistvu med Javo in GM-om in to me še dodatno ovira malo, ne. Upam, da bodo Javo malo usposobili nazaj, ker si res želim, da grem nazaj na Javo. Kakšna pa je dejanska razlika med Javo in GM-om? Morda Denis kot najbolj izkušen, vem, da si že oboje tudi stestiral. Ja, to je težko reči. Zdaj, tako je rekel Aljoša, razlika je sigurno, razlika se je občutna in vsako leto drugačna razlika, ker je
razvoj in če ne gre z njimi s časom naprej, te po domače ne pohodijo. In Java pa GM je kar velika razlika, kot da bi primerjal avto enega Mercedesa pa enega po domače enega Fičota, ne. Je res, razlika je takšna in v sami tehniki vožnje ti pride že drugače. Motor je bolj mehak, drugače odreagira na jami sami, recimo kot Java in je z nekaterim to paše, tak stil vožnje in pa motor, drugim spet ne. In moraš najti tisti kompromis, da se nekako z mašino spoprijetiš in spoznaš. In za mlade voznike je to težko, dobro, jaz že imam toliko izkušenj, da že točno vem, kaj je narediti in mi prav pridejo te izkušnje zdajle. V bistvu jih izkoriščam. Ampak včasih je bilo ravno obratno, ne? Je bilo nekako Java tisti bolj zaželeni motor, ne? Ja, to je spet tisto, ker Java je bila takrat v vzponu, pač vsi so vozili skoraj na Javah. Posebej svetovni prvaki, to je v vsakem športu isto. Ko je nekdo nekaj dobro, gre vsi na eno stran, ko je nekdo na drugi strani spet boljši, gre spet vsi na drugo stran in potem išče ta kompromis, kaj je boljš, kaj je slabše. Se pravi, vsak voznik se mora sam za sebe odločiti, vsak je drugačen in ne moreš posnemati en drugega. Ne, mogoče pa še sedeš višje, meni pa še nižje in ne moramo nikoli enako prijeti skupaj. To mora vsak za sebe vedeti. Žiga, zadnje čase veliko potuješ po Evropi, raznih državah, Češka, tudi Ukrajina, ne? Ja. Kako je s temi potovanji? To je verjetno kar naporno, ne? Ja, sama potovanja so dosti naporna, no. Srečo imam edino to, ker je oče me spremlja vse posod in imam jaz čas, da se spočijem med potjo, on vozi, jaz spočivam, tako da pridem na dirko spočiti. Če bi pa mogel še peljati zraven, ker to so le relacije 2000 km ali pa več, bi bilo pa zelo težavno, no. Vse pa na poti se zgodi vse, od lukenj do lepe ceste, do vsega. Vse se vidi, tako da je to ena prednost tega športa, ker se veliko potuje. Tudi s tem, ko se gre na dirko, se nekaj sveta vidi, se vidi, kje smo mi, na kateri ravni smo mi, na kateri ravni so druge države. Tako da je tudi ena dobra stvar v tem. Pa se ti je že kdaj zgodilo, da ste se narobe odpeljali? Ne vem, jaz sem bil recimo na Poljskem lani in moj Garmin je bil totalno zmeden. Ja, seveda, bili smo, z Maticem smo bila lani in predlani v Ukrajini. V Ukrajini Garmin več ne dela, ne zazna nobenega satelita. Verjetno še huje kot na Poljskem, ne? Tako da ja, je bilo kar 1 uro, 2 ure zamika. Katero prizorišče pa to v Ukrajini? Rovno in Črvenograd. In kakšna je recimo kaj speedway scena v Ukrajini? Tudi ti, Matic, si bil že tam, ne? Tako je. So gledalci? Ja, to je čist drug svet, oziroma proti današnjih dirkah. Kar pride, ne vem, 10 000 ljudi na dirko, poln stadion, vzdušje, tudi ljudje po dirkah, po dirki sami pride do tebe, ne vem, vsi, kako bi tem rekel. Za njih si zvezda, No, oni tako te je. spoštujejo, te gledajo, vsega opazijo, vsak je za njih nekaj več. Od vsega hočejo kakšen koledar, sliko, bilo kaj. Podpise, to je bilo res noro doživetje, no. Ampak to je nekako podobno kot pri nas 10-15 let nazaj, ne? Tako. Kaj se je spremenilo pri nas? Mogoče Denis? Veliko tega se je pri nas spremenilo. Zdaj težko je vprašanje, eni krivijo klub, eni krivijo drugi ljudje. V bistvu mislim, da vsi ljudje sami pri sebi razčistiti, zakaj hodijo na dirko. Hodijo na dirko zaradi tega, da bodo uživali v tem, a hodijo na dirko zato, da bodo druge jezili in bili žlehti. To je zdaj vprašanje, ne? Zdaj, jaz ne vem, kaj je bilo 15 let nazaj, 10 let nazaj, še bil stadion na državnem prvenstvu poln, ne? Vse 2-3 tisoč gledalcev, zdaj jih je pa 200-300, ne? Se pravi, je pa res, da je tudi mogoče finančno zdaj stanje malo težje, kot je bilo takrat. Lažje se je pred 10 leti hodil, še sam spomnim, še ko sem bil otrok, je bilo to v nedeljah na dirko, šla cela družina. Danes s celo družino na dirko pa s takim recimo plačami, ki jih imajo starši, pa mi ostali, je kar težko, ne? Potem čez mesec prideti, ne? Ja. Če se spomnite, je bilo tudi včasih 8-9 dirk na sezono samo Krškem, ne? Zdaj jih imamo 3-4. Se pozna eno z drugim je to. Ja, se spomnim še časov mojega očeta, ko so to vsi hodili na dirke, zbirali denar za gume voznikov, recimo.
Ampak letos imamo pa Grand Prix, ne? To je pa sigurno magnet za ljudi. Tako. Aljoša, pričakuješ poln stadion? Kako bi rekel, nažalost mislim, da stadion ne bo poln, ne? Ker je res kriza, kaj se pozna, kriza pri samih ljudeh. Tako da upam, da bo čim več ljudi, občinstva, da bo vzdušje spet tako, kot je bilo pred leti. Upajmo na najboljše. No. Zato smo tudi danes tukaj, ne, da povabimo še enkrat vse gledalke, gledalce na to veliko izkušnjo na Krški stadion, torej datum je 9. september, ne? Ja. Ob 19. uri velika nagrada Slovenije. Naš Matej Žagar seveda kot stalni član letošnje Grand Prix serije in tudi potem, torej Denisa smo že prej izpostavili kot rezervnega voznika in tudi po vsej verjetnosti Aleksandra Čondor ter Matica Voldricha bomo imeli priložnost videti na tej dirki. Dobro, fanti, morda še kakšna beseda o konkurenčnih klubih v Sloveniji, se pravi Ljubljani in Lendavi. Morda Žiga, kako poteka sodelovanje med klubi? Je to v redu? Ja, se mi zdi, da bi lahko bilo več sodelovanja, no? Ker vozniki se srečujemo samo na dirkah v bistvu. Med dirkami na treningih v bistvu treniramo Krški klub posebej, Ljubljanski klub posebej. Mislim, da bi bilo koristno za vse, da bi več trenirali skupaj, šli na štart, da malo probaš bližino z enim, z drugim, da veš, kako odreagirati na dirki. Ker če bomo več skupaj trenirali, bomo imeli več izkušenj, bomo bolj konkurenčni tudi v tujini. Sigurno. Tako da jaz mislim, da bi bilo priporočljivo, no? Da se čim prej začne. Ampak, Denis, v boksih pa so odnosi med vozniki so v redu, ne? Ja, se to mora biti odnosi v redu, pač vsi vemo, zakaj vozimo speedway, ne. To je pač na stezi, ko si je konkurent vsak. Tudi moj brat bi bil, če bi vozil pač konkurente, doma smo brat, ampak na stezi si pa za sebe, vsak se bori za sebe, za svoje točke, ne. In to se moramo zavedati, ne. Tukaj ni popuščanja, ne. Če popustiš, si zadnji, ne. Zadnje mesto pa ne prinaša točk, nič, ne. In seveda po boksu smo pa prijatelji, normalno izmenjamo besede, se pogovarjamo. Dobro, zdaj s konkurenti se glih ne moreš veliko pogovarjati, ko vsak za sebe gleda, skriva, ampak načeloma smo pa prijatelji, vsekakor, ne. Smo ena velika družina, ne, ki potuje iz enega stadiona v drug stadion, se po svetu srečamo. Mislim, zakaj bi se mogli kdo gledati, ne. Potekajo tudi letne priprave cele reprezentance pod vodstvom selektorja Kalina. Letos, Matic, so že bile te priprave? Ja, na začetku sezone so bile, ko so se fantje pripravljali za, če se ne motim, v Latvijo. Tako, ja. Dobro. Ja, so bili, mislim, da 2 ali 3 treninga izvedena na Krškem stadionu. Tako da treningi so vsekakor bili reprezentančni. Mogli bi biti reprezentančni treningi, ker pari odhajajo ta vikend na Nemčijo, Herzheim. Tako da pač dirke so bile eno za drugo, vikendi so se stopnjevali z dirkam. Tako da časa ni bilo za reprezentančne treninge. Tako da žal so bili se njih par treningov samo odpeljanih reprezentančnih treningov, no. Ampak čim več tega je seveda zaželeno, ne? Vsekakor. Aljoša, pred časom si nastopil na mladinski dirki za Evropsko prvenstvo. Kako je bila ta izkušnja? V bistvu, ta izkušnja je bila kar dobra. So te vozniki, ko smo čas 2-3 leta nazaj, ko smo vozili skupaj, ne. Ampak so dosti napredovali. Nažalost sem utrpel še en padec, ker sem 2-krat v enem mesecu sem imel pretres možganov, tako da sem imel kar problemov nekaj tudi s tehniko. Ampak vseeno, malo sem srečal stare voznike, mislim mojo generacijo. Eni odhajajo, zadnje leto so v mladinski konkurenci, mladi prihajajo, ko nismo še nikoli slišali za njih. Tako da je zanimivo, no, malo vidimo, kako je bilo pa kako bo naprej, ne. Vemo, da tudi veliko pri sami atraktivnosti športa ali pa tudi izenačenih bojih pripomore priprava steze, ne. Morda, Žiga, kakšno stezo ti preferiraš oziroma kakšna je dobra za dobro dirkanje? Jaz mislim, da je takšna, ko je steza, je enaka za vse. Za vse voznike, vsi imajo isto pogoje. Tako da je ni važno, kakšna je steza, no. V bistvu vsak ima pogoj, enako kot imam jaz pogoj, ima tudi Denis, in Aljoša in Matic, da naredijo rezultat.
Mislim, da je pametno ali pa varno, da je lepa steza, ker je tudi, če bo Aljoša padel, bo naslednjo dirko nekdo manjkal v državnem prvenstvu, v bilo kateri drugi dirki. In zato mislim, da je dobro, če so steze varne. Ker bolj, ko bo varna, več bo voznikov. Letos smo videli že 2 grda padca, tako da je fajn, no, če so varne steze, se da lepo peljati. Se je tudi lepo, mislim, je treba se tudi peljati po luknjah in vse posod. Ne rečem, ampak definitivno so pa zračne blazine zelo dobrodošle. Tako, zelo. Denis, tudi omenjam stezo, ker se spomnim dirke nekaj let nazaj, svetovno prvenstvo v Veliki Britaniji, ne? Tudi ti si bil član slovenske reprezentance takrat, pa mislim, da takrat steza ni bila ravno najboljša za naše reprezentante. Ne, steza je bila v redu, vendar smo bili vsi ostali, smo se malo z njo zaribali, bi rekel takole povedal, na treningu, to je standard pri njih, mi pa tega še nismo vedeli dobro. Nekateri so vedeli, jaz osebno nisem to vedel, kaj se naredi med samim 2 urami počitkom, kaj se naredi. Na treningu je bila steza fenomenalna, vsaj za moj okus. Fino rezultati, časovno sem bil hiter. Potem pa pač 1 urca pred dirko so pa steza preorali po domače povedano in katastrofa. Pogledaš, vidiš, kaj pa zdaj narediti. Nimaš nekoga vprašati, kaj bi narediti, noben ti ne svetuje, ker je vsak konkurent tam. In se pač to, kar je bilo, ne, in pač ena izkušnja več, ne, za naprej, ne. Tako da, ampak, kar se tiče po naš stez, jaz njim pripomb, ne gledam več nekakva steza. Čas mogoče pred leti sem še gledal po stezi, wow, tukaj pa luknja, tukaj pa ni. Zdaj meni čisto ena. Pač imaš v glavu svojo vizijo in se nabremnjuje s tem, ne. Je pa res, kot rekel Žiga, ne, bolj, ko je steza lepa, varna, lepše vožnje so, pač steza mora dopuščati prehitevanje, spravo vedno, ne. Zdaj je tako, da se da prehitevati znotraj, zunaj in je bolj zanimivo za gledalce, ker v bistvu, če se bo steza dopuščala prehitevanje po celi stezi, bodo gledalci nekaj tega imeli in vozniki, ne, ker se da prehitevati z vse strani, ne. Če pa steza samo ena linija in ni zanimiva, ne. In mogoče je to problem pri nas, gledalci ne doživijo več tega, kar so včasih doživeli, ker se lahko prehiteva, kjer se je hotel, ker steza dopuščala. Zdaj pa več ne dopušča in je po eni strani zastopen, da jih ni več zanimiva, ne. Ampak zakaj ne dopušča? Ne dopušča mogoče zato, ker Krškem sam vzem v obzir, Krško steza ni pravega materiala gor. In smo bili pred kratkim, ko smo državno prvenstvo in težko, tudi en tak, ko je Matej Žagar, ko enkrat odzadaj, ne moreš več prijeti naprej, ker ne dopušča prehitevanja, ne. Edino, če napake delaš, ampak to so vse izkušeni vozniki, tudi v našem državnem prvenstvu že se znajo lepo peljati fantje in lahko rečem, da malo po domače povedano na štartu zaribaš, je konc, ne boš tudi ti mimo njega več prišel, ne. Ne dopušča, enostavno material ne dopušča prehitevanja, ne. Matic, recimo, na začetku dirke opaziš, da je steza v nasprotju s tvojimi nastavitvami motorja. Koliko voženj potem recimo rabi voznik, potrebuje, da nekako nastavi motor, da ujame tiste prave nastavitve? To je čisto odvisno od samega voznika, koliko pozna stezo, kakšna je steza, kak je material. En voznik sploh ne gre pogledat, oziroma gre pogledat 5 minut pred dirko, nastavi motor tako, kot je in to je to, ne. Eni pa, oziroma na nekaterih stezah pa lahko celo dirko probuješ, pa ti ne rata, ne. To je vse odvisno izkušnje, koliko dirke, ali si vozil na stezi, ali nisi, vreme, vse je to, no. In Aljoša, koliko ima tu torej veze trening? A veliko vpliva na samo dirko, ali je to? Ja, tako je, ne, odvisno. Recimo, trening dosti vpliva, ne, sploh na tujih stezah, kjer si prvič. Je fajn, da dobiš malo občutek iz samega ovala in v bistvu podlage steze. Tako pa je recimo Krška steza, ko je bila pred kratkim dirka, nisi mogel na treningu, da bi bil trening po normalni, 2 ure pred dirko, bi nastavili motorje, a na dirki je bilo vse drugače, ker je začel dež padati, ne. In tudi sam Matej Žagar je rekel, da je zelo težka steza, ne. In to taka steza je nevarna, škoda za voznike, veliko je poškodb na takih stezah. Ampak proti koncu dirke je pa steza se kar lepo so jo zritali, dobro so imeli organizirano, tako da je bilo na koncu bila že zelo lepa steza, ne. Ja, fantje, smo že kar nek pogovor sklenili, ne, da počasi zaključimo morda pri najbolj izkušenem Denisu.
Kakšni so recimo, Denis, tvoji načrti za prihodnje? Kako gledaš na speedway sedaj? Ja, z letim tako je kar nekaj let že za mano, tako da za sebe bom zdaj povedal, jaz pač imam še vedno ciljem tekmovati v speedwayu, ne. Zdaj, hvala Bogu, bom rekel, takole ni poškodb, tega sem probal izogibati. Koliko časa bom pa še vztrajal, to pa težko rečem, mogoče bom že letos nehal, upam, da ne, lahko pa če 10 let. Vse je odvisno od kondicijske priprave, finančnega zalagaja, vse eno z drugim pa to povezano. In jaz upam, da najboljš, ne. Nameravam vsaj še 5 let voziti. Odlično. Ja, Denis, Žiga, Aljoša, Matic, hvala vam, da ste prišli v studio. Spoštovane gledalke, gledalci, to je bilo zaenkrat vse, seveda pa nadaljujemo z naslednjimi zanimivimi gosti. Spoštovane gledalke, gledalci, dobrodošli nazaj v Speedway oddaji na Ansat TV. Z nami je že nova gosta, no najprej se moram iskreno opravičiti, ne. Povabil sem vas na Grand Prix dirko 9. septembra, no mislim, da je to v ponedeljek in kaj veliko ne bo takrat dogajalo na našem štadionu, kvečjem kakšen nogometni trening, tako da seveda 7. september je datum velike nagrade Grand Prix Slovenije letos in še enkrat vljudno vabljeni. No, gostje v studiu so se zamenjali, tokrat sta z nami dva, in sicer Milan Praznik, vodja treningov v Krškem, ter Alenka Gliha, poslovna sekretarka AMD Krško. Pozdravljena. Lep pozdrav. No, Milan, mogoče pri tebi, torej ti si že kar nekaj časa pri klubu, mislim, da tam 75. leta se je vse skupaj začelo. Kakšni so bili tvoji začetki pri AMD Krško? No, res je že dolgo časa, kar se je tu začelo, vendar pa že kot mlad fant sem rad poslušal hrmenje motorjev, vojn benzina, vojn nafte, metanola in tako naprej. In sem rad hodil gledati dirke v Krško, ker včasih je v Krškem, mislim, da to je bila zanimivost, ena velika zanimivost v Krškem. To je bil en tak bazen, od Celja, Novega mesta do Zagreba, bi rekel, in to je bila ena zelo velikih prireditev v Krškem. In že takrat je bil speedway zanimiva stvar in pa mislim, da je ena velikih prireditev v Krškem in v tem bazenu, kot sem rekel. No in že takrat sem rad gledal, seveda to, dočim bili so še taki časi, da jaz sem potoval z vlakom ali celo s kolesom v Krško. Prišli smo na stadion, uživali v teh dirkah, ki so bili malo drugačne kot danes in vedno sem si želel tukaj biti, tukaj ostati, vendar tukaj je bilo kar taka, od začetka kar taka železna zavesa. Dobesedno železna, kajti na tem stadionu si težko prišlo zraven in kjer je pač prišel na stadion, je že kar nekaj bil, ne. Tudi, če se spomnim na samem začetku, si takole pobalinsko prihajal na same dirke, ne? Ja, pobalinsko, točno tako, in ko sem rekel, da je bila ta železna ograja, res je, ni bilo denarja za dirke in enostavno takrat otroci, ko smo bili, smo preplezali tisto mrežo, da smo lahko dirke gledali, ker pač druga ni bilo. No, ampak naprej pol v tam okrog leta 74, 75, 76 sem se malo bolj tem posvetil, imel sem tudi nekaj poznanih tam in sem že lahko prišel v boks noter in bil tam in sem že tudi lahko kjerkrat porinil, da je motor užgal, ker včasih ni bilo tako kot danes, je bilo treba ta motor pač riniti. In tako se je pač začelo in tam sem bil dolgo časa. No, potem pozneje je začel voziti tudi moj brat, pokojni, imel je nesrečo, prometna nesreča je bila s smrtnim izidom. No, potem sem malo povzeral, tam nekje 79. leta se je ta nesreča zgodila.
seveda me je malo prizadelo in sem par let povziral, na kar sem se vrnil v ta speedway. Nekako mi ni dalo mira in vsi tisti, ki so me poznali, so rekli, ja, Milan, dej, jaz bi probal, ta bi probal, on bi probal. In še enkrat povem, včasih je bilo tu bolj težko priti na ta stadion in tako bilo je malo zagrajeno, bi rekel. No in ker sem pač poznal, sem marsikoga pripeljal. No in ko je 2-3 leta sem povziral, potem sem se vrnil na stadion in sem začel delati z temi mladimi, z vozniki na splošno, ne z mladimi. In bil sem vedno na strani voznikov in tudi vozniki so me nekako sprejeli kot za svojega in tudi oni so se pol mene kar držali in tako je ostalo vse ta leta in enostavno sem bil neki njihov vodja ali v enem smislu vodja tak ali drugačen. Ampak Milan, da te malo prekinem kot vodja, ne? Torej vedno si bil pomoč, podpora voznikom, iskal si jih, pomagal si jim, ne? Ja. Kako pa to, da si nikoli sam nisi preizkusil v tem športu? Ja, nisem, se pravim, sem že prej povedal, da tukaj je bila kar taka železna zavesa in v tistem letu, ko sem jaz tu prišel, se pravim 75 leto, 76 leto, sem jaz bil pač že malo starejši, ne? Ampak takrat so prišli taki starejši fantje, da so to probavali. Jaz pač nisem in pol pa še, ko je brat začel, ker je bil mlajši od mene, je pa brat začel, pa še toliko manj sem pa bratu pomagal, toliko da ni. In nisem se nikoli poskusil v tem, čeprav sem poskusil motor eno in drugo, ampak da bi pa imel neko voljo ali neki, ne vem, živel sem v tem in potem sem imel neko nalogo in nekaj takega, da tudi mi ni prišlo pol do tega, da bi kdaj sam poskusil to, da bi se sam sprobal v tem športu. Drugače pa tako, kot sem povedal, ostal sem s fanti skozi in potem so prišla tista obdobja leta 84, 87, 89 in jaz bi kar lahko povedal tako in drugačno generacijo, recimo Drnača, Dolinška, potem je prišla generacija Špitalarjev, tu so vozniki z imeni. In bil si tudi predsednik športne komisije, ne? Pri AMD Krško. Ja, tudi to, potem, kot sem povedal, sem bil s temi vozniki skozi in vozniki z mano, ker včasih je bilo to malo drugače, da bom rekel, včasih je bilo to obdobje modrih sukničev, ne? In tam smo se malo rangirali, ne? Vozniki so bili za sebe, tisti vodilni pa bolj za sebe, ne? Ampak jaz sem bil ena tista ves vmes, noter med njimi, ne? In seveda, ker sem bil toliko z vozniki in potem sem tudi postal, izvolili so me, jaz sem bil skozi z njimi, jaz sem hodil z njimi po treningu, po svetu, vedno, kar je bilo kaj takega, so rekli, Milan, kako tu, kaj tu, in sem bil vedno z njimi, seveda in potem sem bil tudi ko se prej bila skupna država Jugoslavija, potem je pa prišla ta osamosvojitev in sem tudi postal prvi predsednik športne komisije v tej samostojni Sloveniji. Imeli smo predsednika športne komisije, ampak ne vem, nekako so videli, da sem bil jaz bolj zagnan za gret, ne vem, kako bi povedal, in so me tudi takrat izvolili za predsednika športne komisije. Potem smo imeli pa čudovito obdobje od leta 92 pa naprej do leta 2000 do 99, to je bilo en vzpon tega speedwaya. Jaz sem delal s polno paro, da tako rečem. Jaz lahko se pohvalim, da smo imeli v tem času na leto po 8-9 dirk, ne. In takrat ni bilo računalnikov, takrat ni bilo teh mobitelov, takrat ni bilo tega toliko, to sem jaz vse sam naredil peš. Vedno bolj se je stopnjevalo, ne? Od teh raznih pozivnih dirk do dirk za svetovno prvenstvo. Potem je prišla velika nagrada, potem Grand Prix Challenge in seveda potem tisto največje, ne? Grand Prix. Seveda, veste, to je tako, ne? Vedno bolj si to stopnjevalo, ampak v teh letih, ko sem jaz bil ta predsednik športne komisije, jaz sem tudi hotel nekaj narediti. Pri nas mogoče poznavalci, tudi starejši, vejo, da je pri nas v Krškem, Krško je zibelka speedwaya v Sloveniji že od nekdaj in tudi še danes ostaja. In pri nas v Sloveniji, v Jugoslaviji še takratni, potem v Sloveniji, tu smo imeli vedno tako imenovane preliminarne runde, smo rekli. To so bile ene dirke pred kvalifikacijami, pred četrtfinalom, neka kvalifikacijska dirka, nekaj takega, ampak to je bilo za mene premalo, ne. Jaz sem hotel več, jaz sem vedno hotel več in potem vam bom povedal primer,
ko sem bil ta predsednik športne komisije, sem hodil tudi v Ljubljano na zvezo, na te sestanke, na sestanke Speedway komisije, seveda sem bil povabljen. In jaz sem zahteval neke, vsaj četrtfinale, vsaj polfinale, neke teh sistemskih dirk, teh sistemskih voženj. In v Ljubljani, jaz vam povem, da sem me malo pisano gledal, ko pa bi zdaj pa ti rad, ne? Ker prej so bile vedno same tiste preliminarne runde in pri nas je bil že uspeh, če se je kateri voznik iz te kvalifikacije uvrstil v četrtfinale ali pa nekaj takega, ne? In potem, ko se je to začelo, smo pa dobivali take in drugačne dirke, močnejše, sistemske dirke. Potem Evropa je tudi prej bilo samo FIM, ne, to je svetovno prvenstvo, pol je EU postal, to je bilo evropsko prvenstvo in tudi ta Evropa se je začela in tako da smo dobili vse boljše in boljše dirke in vedno bolj, ko imaš boljšo dirko, boljše je za voznike in vedno boljša je poznavnost tega, poznavanje tega okrog. In med tem časom seveda sem si pa navezal ogromne stike, ki sem jih poznal in te prijatelje iz raznih drugih klubov, iz drugih držav in z pogovori, z sistemom, z ne vem kom, z lobiranjem, se zdaj moderno reče, z lobiranjem smo prišli potem do takih in drugačnih dirk. Seveda med tem so se pa tudi začele, zlati znak je bila že starejša pozivna dirka od 82. leta, je bil prvi zlati znak, ne, je že starejša, no in pa mi, ko smo to hoteli še več, smo pa naredili pa veliko nagrado Krškega, ampak ta velika nagrada je bila pa namenjena predvsem to, da se dokažemo v svetu, v Evropi, da smo sposobni organizirati nekaj takega in ravno zaradi tega, jaz lahko rečem, da je bila ta velika nagrada v svetu druga po rangu lestvice, druga najmočnejša dirka na svetu. In ravno skozi to veliko nagrado, skozi to dokazovanje, da smo sposobni, je tudi prišla seveda ideja o Grand Prixu in želja po Grand Prixu in to lobiranje in vse to je bilo tako, tako da recimo jaz sem se z temi funkcionarji, evropskimi člani FIME in temi že zdavnaj pogovarjal, ki so me oni mirili, so rekli, Milan, ne še, počakaj še v Grand Prixu, ampak to je bila neka želja, sam Grand Prix je bil pa vrhunec in je bila neka želja, mogoče malo hitra želja, ampak pogovori so pa že stekli prej. Tako da lahko rečem, da mogoče tam nekje, jaz se ne bom zdaj točno spomnil, ampak v letu 98, mislim, da smo imeli prvi sestanek v Pardubicah na temo tega Grand Prixja. Z mednarodno zvezo. Z mednarodno, z današnjim Ole Olsenom, ampak Ole Olsen je zdaj častni predsednik, ne, s takratnim Ole Olsenom smo imeli sestanek in takrat nam je pač povedal, rekel, dajte se umiriti, dajte ta prvo narediti challenge, potem pa Grand Prix, no ampak vse to je potem tudi ratalo tako in tako da smo prišli tudi do takih dirk. In s temi dirkami seveda tudi zanimanje publike je bilo vedno večje, se spomnim tiste prve velike nagrade, v bistvu so bila to neka imena, ki jih še nikoli nismo srečevali v Sloveniji, ki so potem v naslednjih letih postala stalnica v bistvu na Krški stezi. No, to bom povedal ena zanimivost, to je, pri teh voznikih je tako, ne, mislim, mora se dosti poznati z njimi, mora z njimi se pogovarjati, zdaj Poljska je pa zibelka tega športa. Mal je bil problem, ker pač nisem obvladal jezikov, pomagala sta mi sin in pa hčerka dosti, ker sta pač malo že govorila angleško, ne, jaz pač nisem znal poljsko, ni bilo toliko problema, ampak sem se naučil tudi. No in skozi vse te pozivne dirke in skozi vsa ta tekmovanja, sistemska, taka ali drugačna, skozi državno prvenstvo, je prišla tudi ideja na to veliko nagrado. In jaz vam moram povedati, da vsi te vozniki, nekateri so še vozijo danes, nekateri ne, ampak vse te velike zvezde so že bili v Krškem, so že vozili v Krškem in tu na teh pozivnih dirkah in tu lahko rečem na tej veliki nagradi. Ta velika nagrada je pa bila tako, da ne vem, štel sem si v čast in v pohvalo, ampak ne samo jaz, ne smem reči samo jaz. Jaz sem imel svoj krog ljudi, okrog sebe, ki takratni predsednik je bil Tone Vodišek,
ki smo se zelo dobro razumela in smo se zelo dobro sodelovala, ampak ne samo jaz. Imel sem cel krog ljudi, ki so mi pomagali pri tem. Res so mi pomagali, se pravi, tudi sin in hčerka, tako da so mi pomagali, da smo to spravili skupaj. In zanimivost je bila pa to, da v Krškem, ko smo to napisali na plakat, kdo bo prišel, Amerika, Švedska, Danska, jaz sem srečeval ljudi, še danes so taki na cesti ali mogoče kje v lokalu, sem srečeval ljudi, so rekli, Milan, pazi se, nas varaš, ne, da če res tega ne bo. Jaz sem rekel, sigurno pridijo, ne. Jo, to ti ne verjamemo, ni variante, ni šans. Če pridijo, pravijo, pridemo vsi na tribuno, no. In takrat, ko se je zgodila ta prva velika nagrada, ko smo imeli prvo veliko nagrado, jaz vam moram povedati, da takrat je bilo še malo drugače, smo naredili sprejem in za voznike in za funkcionarje in smo imeli v lokalu v Krškem smo imeli sprejem in ko so mi javili, tudi smo mogli poskrbeti za, da smo uredili jim prevoze, da smo jim pripeljali motorje, da smo njih pripeljali iz letališča, to je bilo treba vse poskrbeti. In ko so šli naši športni funkcionarji, da tako rekel, ko so šli na letališča, eni v Ljubljano, drugi v Zagreb, po te voznike, ker so bili že vsi skupaj v tem lokalu in vam moram povedati, da sem bil takrat najbolj srečen, ko so me iz Zagreba klicali in bil je to Mauser Lojze, mislim, da je bil, je rekel, Milan, jaz imam vse voznike v avtu. Takrat sem bil najbolj srečen in ko si pa dirka začela, je bila polna tribuna ljudi, vsak so za svoje navijali, vsaka, mislim, ameriška, švedska, danska zastava in takrat je publika ploskala in takrat so verjeli, da se to da narediti in takrat smo naredili prvo to veliko nagrado, kar je bila, mislim, res nekaj fenomenalnega. Vse naprej je bilo lažje, ker so potem že vozniki se med sabo pol pogovorijo, gremo v Krško, tam je fajn, ne, ali pa ni fajn, ali pa tudi to se je zgodilo, so pošteni, so plačali, niso plačali. To so vse bile take malenkosti, ampak glejte, mi smo si ustvarili tak renome, da nismo imeli potem več problema in še do dan danes jaz mislim, da nimamo problema dobiti voznike na take pozivne dirke. Ja, to so bili res zlati časi slovenskega speedwaya in tudi letos, glede na to, da smo dobili nazaj ta Grand Prix, se spet nadajamo česa podobnega, ne? Alenka, mogoče še k tebi, torej, kako Milan je govoril o organizaciji teh dirk, nekako se dotaknil teh prevozov, kontaktov. Kako dejansko se ta organizacija začne? Kaj je vse potrebno, da ena takšna dirka se na koncu izpelje? Za tako dirko treba narediti kup drobnarij pravzaprav. Vse se pa začne, ko je znan koledar dirk. Takrat lahko zaprosimo že za dovoljenje za prireditve na upravni enoti. In to je kar postopek. Nič težkega, nič tako zahtevnega, ampak je treba navesti vsako podrobnost, predvsem glede varovanja dirke, požarne varnosti, nudenja prve pomoči, z vsemi temi sodelavci zunanjimi treba imeti sklenjene pogodbe ali pa pridobiti njihove izjave. Potem moramo seveda povedati, na kak način bomo preprečili, da bodo ljudje vnašali nevarne predmete, alkohol, vse to je prepovedano prinesti na štadion med dirko. Potem po novem je treba tudi navesti, koliko vstopnic bomo dali tiskati, kakšna je cena, kakšna je kapaciteta štadiona. Se pravi, kup drobnarij pravzaprav, ampak ne smeš ničesar pozabiti. In potem seveda je tukaj tudi rok, 10 dni pred dirko je treba najkasneje to vlogo oddati. Potem se začne pa že oglaševanje. Oglaševanje se mi običajno odločimo že na začetku sezone, do kakšnega nivoja bomo šli, do kakšnega zneska, ne, vse je povezano z denarjem. Se pravi, kadar gre za pomembnejšo dirko, več vložimo v oglaševanje, sicer manj. Treba je natisniti vstopnice, razen za Grand Prix, tega ne delamo sami, prodajajo vstopnice eventim za manjše dirke oziroma manjše
to so dirke državnega nivoja, ne. Pa sami prodajamo in sami damo tiskati dirke. No, pred vsako dirko imamo tudi sestanek s športnimi funkcionarji, kjer se dogovorimo, kaj je treba še ponarediti na štadionu. Razdelijo se funkcije na dirki, sodeluje približno 50 ljudi in vsak ima svojo nalogo in te naloge si na tem sestanku porazdelimo. Seveda lahko se zgodi, da koga ni, pa je treba najti nekoga, ki ga bo nadomestil. Po tem sestanku pa je treba že pripraviti program za dirko. To seveda spet ni nič težkega, čeprav Ampak veliko malenkosti, ne? Kup drobnarij, največkrat je problem čas. Zato, ker je pač tako, da stvari delamo zadnji hip lovimo sponzorje, če bi nemara kaj prispevali k dirki in treba skleniti pogodbe in tako naprej. In potem pridobiti vse logotipe, oglase in tako da potem Skratka, veliko se dogaja v ozadju same dirke. No in mislim, so še potem treba poskrbeti šopke, pa rožice, pa pokale, pa štartne deklice, take stvari. No, Alenka, kdaj si pa ti pravzaprav začela z AMD Krško in kdo te je v bistvu vpeljal v to delo? Jaz sem prišla v društvo 99. leta. Vso to znanost sem pa dobila od Milana. On mi je povedal, on me je učil. Kot je že sam povedal takrat, ni bilo računalnikov, mi v društvu smo sicer imeli enega starega. Se ne smem spomniti. Tako da veliko stvari smo delali na roke, vse preko pošte, ni bilo mailov pa tako, ne. Ni bilo mobitelov? Mobiteli so pa že začeli. So že začeli. Ja, jaz sem imela službenega. Čakajte, koliko je bil že tisti Čuk ali Kitajska se imenoval. Se pravi, to so bili dejansko tisti, ko je prej Milan omenjal, časi, velike nagrade, potem kasneje Grand Prix Challenge, ne? To jaz se spomnim, mene prav napad adrenalina sem doživljala, ko so začeli brdeti motorji, no. Pa prej nisem obiskovala dirk, niti nisem imela rada speedwaya, pravzaprav sem se bala. Ker starši sem bila enkrat na dirki in mi ni nihče nič razložil in sem mislila, da vozniki drsajo s podplati, s čevlji po stezi na ovinkih. In jaz sem vedno mislila, da to sem si kar predstavljala luknje na podplati. Ja, izpade seveda tudi je navaren šport, ampak zelo atraktivni in adrenalinski. Ja, je. No, Milan, prej smo govorili o teh zlatih slovenskih časih speedwaya. Kaj pa je v Jugoslaviji? Jaz se spomnim, ko sem bil mali, ta memorial Johnnyja Hoskinsa, ali kako se je imenoval ta memorial, ta dirka, v bistvu državnih prvakov teh držav, ne? No, to je bil en tak poskus, jaz bi rekel en tak poskus, ne vem, ali FIME ali ne vem koga, pač v Evropi se je organiziral ta memorial Johnny Hoskinsa in seveda, kjer pač, mislim, tudi zato se je bilo treba potruditi, da smo to prireditev dobili in ta prireditev je bila tudi v Krškem, ne. In to je bila prireditev, en tak sistem je bil vseh državnih prvakov, ne. In tukaj so prišli že takrat, sicer niso bili pač vsi, recimo, če zdaj na primer rečem, Avstrija ni imela trenutno državnega prvaka, je pa drugega poslala ali pa nekaj takega, ne. Drugače pa bila to dirka državnih prvakov in to je bila ena zelo obiskanih dirk in se pravi, tudi mi smo jo imeli v Krškem in tudi takrat je bila čudovito obiskana ta dirka, seveda za krško publiko pa sploh, ne, ker če se spomnite, mi smo imeli v Krškem svetovno prvenstvo finale parov. To je bilo 80. leta, se mi zdi.
je bilo finale parov in to je bilo še dan danes, vidite po vseh arhivih, po slikah in ne vem po kom, ne. To je bila zelo velika prireditev v Krškem, kot sem prej omenil, so bile to preliminarne runde take in ko je prišla neka taka velika prireditev, to je bilo zanimivo. No, mislim, da je tudi rekord, kar se obiskanosti tiče, takrat Ja, padel, ne? ja, mislim, ta Johnny Hoskins, tako kot sem rekel, je bila zelo obiskana prireditev, ker tukaj so bili vozniki taki, veste, krška publika je kar zahtevna publika. Ampak je pa prijetna publika, ker stvari pozna, ne. Oni ne grejo kar na dirko, zdaj pa dirko gledamo. Oni tudi vejo, za kaj se gre, ne. Tako kot je Alenka rekla, da ni vedela, kako drli, oni v Krškem se ve, kako se vozi, ne. In ko pridejo taka imena, seveda so tudi ljudje prišli in je bila zelo dobra obiskanost. Mislim, da če bi zdaj primerjal, mogoče ena največjih, je bila to. Potem je bil pa Zlati znak, je bila zelo velika prireditev, velika obiskanost prireditve takrat, ko smo imeli prvo nočno tekmo. To je bil Zlati znak, prva nočna tekma ali pa tekma pod reflektorji ali ne vem kaj. Takrat smo se tudi pripravili na veliko, ampak je tudi ratalo, ne. Tako da je bilo dobro in takrat smo imeli tudi dobro obiskanost. No, pa prve te velike nagrade, tako da zdaj ne bi mogel primerjati, kaj je bilo, ampak je bilo pa tako včasih, veste, če pogledate kakšne stare posnetke ali pa nekaj takega v arhivu, ki ostaja, ne, še enkrat bom rekel, ko je bila dirka v Krškem, je bil to praznik. Če pogledate stare slike, to je ljudje, ko v procesi so šli proti stadionu. Zdaj tega ni več toliko, zdaj so drugi športi in tudi takrat, ko je bila kakšna ali Zlati znak, ali Johnny Hoskins, ali potem ta velika nagrada, to je bilo že malo boljše, malo nadgrajeno. Je pa zdaj v današnjih časih, je pa tu toliko športov, da se že ljudje odločajo, eni grejo tam, eni ne, eni radi gledajo dirke, drugi ne. In takrat pa še tega ni bilo toliko in tudi zato mogoče je bila pol obiskanost taka. Ampak je pa to, da so pa imena seveda pa tudi privabila, ne, čim smo rekli, vsi državni prvaki, ne. Seveda to tudi nekaj pomeni, ne. Zdaj pa tisti, ki pozna, državni prvaki iz Poljske, državni prvaki iz Danske, Švedske, Anglije, to so bili pojmi v takratnih časih, ne. No, potem za Zlati znak pa isto tako, ne, in ne nazadnje potem pa ta velika nagrada, ker so bila pa res imena taka, sama svetovna imena, ne. Tako da je tako. In ta Johnny Hoskins je bil ena prvih takih dirk in seveda je bila tudi dobro obiskana, sigurno. No, spomnim se za tiste čase, ko je recimo švedski državni prvak Per Jonsson priletel s helikopterjem v Krško ali kako, ne? Ja. In so ga vsi takrat imeli za manjše božanstvo, ne? Ja, veste, to je tako, ne, seveda. Mi smo vedno, jaz sem hodil dosti po svetu, dosti po teh stadionih in mi smo vedno, v Krškem smo bili vedno vljudni in pa gostoljubni. Jaz vam moram povedati, da še zdaj so taki časi, zdaj je malo drugače pa prej smo vedno naredili sprejem za voznike, sprejem za funkcionarje ali tako ali drugačno neko pogostitev ali nekaj takega, tako da smo se izkazali. Tudi tistimi, ko so prišli nas opazovati, recimo od FIME, od UEMA, od Evropske unije ali pa nekaj takega, da smo se pokazali kot dobri gostitelji, kot dobri, ne. Ravno tako je bilo pri voznikih, ne, tudi pri voznikih, seveda takrat, ko je prišel Per Jonsson, ne, to je bila prvič je bila že zanimivost helikopter, ne, drugič pa tak voznik, ne. In zdaj, če se navežem na to, vam bom povedal, da ko smo imeli veliko nagrado, je bil tukaj v Krškem ne enkrat, velikokrat Hans Nielsen, svetovni prvak, ime svetovnega slovesa. Profesor Speedwaya. Prosim? Profesor Speedwaya, tako so ga v Poljski poimenovali, ja, in mu tudi dali tisto kapo na glavo profesor Speedwaya. In vam bom povedal, da je ravno tako tudi zamudil, ne, ker mi nismo to poznali takrat, ne, tu so bili pa že takrat profesionalni vozniki in so danes bili tukaj, jutri tam, ne, in oni so leteli, ne. Pri nas tega še ni bilo toliko razvidega, ne, to smo pa razvijali. In je on zamujal na dirko in vam lahko povem, da prvič to, da smo ga čakali z prireditvijo, da smo malo zavlekli, drugič pa to, da je takrat je šla policija na Smednik, tamle na avtocesto, ko je
govoril, kot prihaja, kaj prihaja, s policijskim avtom, mislim, policija, zdaj policijski avto, ne vem, če glih prav povem, ampak takrat so ga šli spremljati, da je ja čim prej prišel na stadion in ko je prišel, zdaj je pa prišel, zdaj je pa fino, ne, in smo mu pač tudi vse naredili v tistem trenutku, od tiste procedure, kot je Alenka omenila prej, da mora biti od tehničnega pregleda tuno. Je pa zanimivost tudi toliko, ker je bil toliko korekten in pošten voznik, to je zelo korekten človek in smo mu tudi v Krškem pripravili zelo lepo poslovilno dirko. Mimogrede, takrat se je poslovil tudi Krešo Marzelj, naš voznik. To je bila druga nagrada. Druga nagrada. No in je ta Hans Nielsen je prišel, ko so se pripeljali na stadion, je bil že oblečen v kombinezonu, ne, in je bil toliko pošten, ni bil tisti, zdaj pa počakajte, da sem zrihtel. Oblečen, vam povem, da to je bilo vse urejeno, sam skočil ven, motor so na tehnični pregled, tehnični komisarji so pregledali motor, takoj nazaj na stezo, mislim, je bil človek za sodelovanje kulturen, pošten in tak ide. In tu je zanimivo za ljudi, tako kot je bila za tega Per Jonsona, ko praviš, za helikopter, tukaj pa recimo za voznika Hans Nielsa. Take stvari so se nam dogajali in tu je tudi za publiko in tudi mislim, da publika tu razume včasih. Ne? Tu, ko so pozivne dirke, si lahko to dovolimo. Čim je pa sistemska dirka, sicer včasih je bilo malo bolj labilno, danes so zelo strogi predpisi in danes se ve, ob tej pa tej uri moraš biti tam, če te ni. Včasih tega ni bilo tako, še enkrat pa povem, pozivna dirka je malo tolerance, lahko organizator malo priredi, če pa sistemska dirka je pa malo drugače. Ne? Tako da vse to je pa zanimivo za ljudi, sigurno, da in se pravim, v Krškem je zlata publika in v Krškem publika ve, kaj gleda in ve, kaj je Speedway. Torej, mnogo bolj strogo je pri eni dirki za Grand Prix kot pri dirki za državno prvenstvo. No in Alenka, da se še malo dotaknemo organizacije, kako je recimo bolj zahtevno pri organizaciji Grand Prix dirke? Že Milan je nekaj o tem omenil, ne? No, za Grand Prix imamo z organizatorjem, z glavnim organizatorjem BSI iz Londona sklenjeno pogodbo, in ki je tako zelo zahtevna za nas in se moramo zelo natančno držati glede priprave štadiona, potem predvsem glede štadiona in pa časovne opredelitve dirke. Ne. Naša dirka lahko traja 2 ure pa pol, pa tudi 3. Ne. Grand Prix pa direktno prenašajo različne televizije, zato je pa zelo pomembno, da se držimo teh okvirjev in je zelo natančno treba določiti protokol pred dirko, s čimerkoli bi radi nekje popestrili program. Vse mora biti zelo natančno, do minute natančno pravzaprav, kako se bo ta dirka odvijala in vse o poteku organizacije sporočamo tudi temu organizatorju, kljukamo razne sezname, mislim tako, da so res lahko prepričani, da bo vse tako, kot mora biti. In moram reči, da so navajeni, da se pri nas vse odvija zelo v redu, tako da ni nobene nervoze pri njih, ampak se mi zdi, kar malo spočijejo. Tudi ostajajo potem z nami, se z nami po dirki pozabavajo, zato ker pač je dirka mimo in je do zdaj še vedno bilo vse v redu. Radi pridejo v Krško. Radi pridejo v Krško, ja. No, jaz verjamem, da bomo to tudi letos še enkrat znova dokazali. Ne? Ja, jaz mislim. No, Milan, prej še morda zadnje vprašanje, ker mislim, da smo že kar dolgi. Grand Prix dirka, ne? Prej smo govorili o tej kar zahtevni krški publiki, bomo rekli, vse so že videli, ne? Ta imena že poznajo, vedo, kaj je Speedway, kako se vozi, no in letos bodo zares prišli na svoj račun. Ne? A ti pričakuješ poln stadion letos? Ja, jaz mislim tako, no, imeli smo že Grand Prix v Krškem, ne? Potem smo si naredili malo pauze, ne? Ampak seveda vsi vemo, zakaj je bila ta pauza, enostavno so taki časi, da pač ni več šlo. To so že večkrat povedali tudi enostavno, da pač ne gre in zato je bila ta pauza. Vendar, tako kot smo prej omenili, da se radi vračajo, so se tudi letos, organizator se je vrnil v Krško. In jaz mislim, da zdaj po 3 letih premora, mislim, da si je publika kar zaželela tega Grand Prix, da tako rečem, ali pa te prireditve.
v Krškem in upam, in tudi iz tega mesta bi povabil publiko, ljudi, gledalce, navijače, ker god naj pridijo na stadion, kajti dirka bo dobra, se vejo, da je pač dirka dobra. Pri Grand Prixu, pri drugih dirkah si malo dovolimo eno ali drugo, pri Grand Prixu napake ne sme biti, ne. Tukaj ni napake, to je vse tako, kot je rekla Alenka, do minute naštimano in se bomo potrudili, da bi, in jaz bi zelo želel, da pridijo pogledati, da je čim več ljudi, kajti s tem bojo na en način tudi nam pomagali to in nam dali eno podporo še za naprej, da bi še to delali, ali ne več, ker včasih je tako, da recimo, če vidiš, da te ljudje podpirajo, da te publika podpira, se imaš pol veselje delati, ne, da se kar delaš, če je pa bolj žalostno, pa ne. Še enkrat rečem, upam, da bo, zdaj koliko bo poln stadion, koliko ne bo, jaz upam, da bi naj bil. Zelo velikega, ogromnega pomena igra vreme, upam, da bomo imeli vreme dobro, ker je zdaj spomlad, poletje je bilo tako, upam, da bo v jesen dobra in upam, da bo takrat vreme in bi rekel ljudje, vse navijače, gledalce, gledalke bi povabil, pridite na ta Grand Prix, kajti dirke so zanimive, to so sami vrhunski vozniki. Zdaj, koliko jih pa bo, pa ne bi se upal soditi, želel bi pa, da bi bil pa poln stadion. No, slišali ste Milana. Še enkrat torej vabljeni 7. ne 9. septembra na stadion Matija Gubca v Krško, torej velika nagrada Grand Prix Slovenije in naj vas bo zares čim več, da bo stadion poln. Milan in Alenka, hvala lepa. Vam pa lep pozdrav iz studia.